oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Čau, dragi moji, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Plamen in kri. Najina je zgodba skrita, v strasti in ogenj je ovita in nemirna reka kdaj divja med nama, a ljubezni most mi dva zgraditi znava. To sem jaz in to si ti, med nama plamen je in kri, je včasih led in včasih ogenj zagori. To sem jaz in to si ti, kar je lepo in kar boli, a to, kar našla sva, enkrat se zgodi. To plamen je in kri. Čez vse zidove mi dva greva, draga, ker na drugi strani je ljubezen prava. Če sem kriv, da med nama so solze in smeh, in grešim, ker te nosim v svojih očeh, zavedno ti boš moj najlepši greh. To sem jaz in to si ti, med nama plamen je in kri, je včasih led in včasih ogenj zagori. To sem jaz in to si ti, kar je lepo in kar boli, a to, kar našla sva, enkrat se zgodi. To sem jaz in to si ti, med nama plamen je in kri, je včasih led in včasih ogenj zagori. To sem jaz in to si ti, kar je lepo in kar boli, a to, kar našla sva, enkrat se zgodi. To sem jaz in to si ti, to plamen je in kri. Žan Serčič začenja s pesmijo in videom Plamen in kri praznovanje 15-letnice. O skladbi je povedal: Po nekaj letih igranja kitare sem prvič pri svojih 11 letih v roke vzel električno kitaro, ki je iz mene vzbudila in izvabila en nov karakter, Žana, in to svobodo, ki sem jo čutil takrat, jo čutim še danes ob igranju kitare, in en delček tega smo zajeli v novo pesem Plamen in kri, ki govori o živosti, o krvavosti in tudi o minljivosti vseh nas. In dokler ohraniš ta plamen, v sebi ga neguješ in se zavedaš svoje krvavosti in da nisi nezmotljiv, lahko greš čez vse zidove, ki ti jih da življenje oziroma si jih večinokrat postavljamo sami. Zelo se veselim to pesem zaigrati v živo z vsemi vami, z mojim bendom, se vidimo na koncertih in na največjem koncertu letos 26. septembra v Križankah. Čau. Boštjan sem z vami v oddaji, kjer vam ponudim Nekaj sveže glasbe. Poglej me v oči, v njih ni laži. Oglasijo se. Torol midva z Melko Escalade in Jan Sever. Kmalu z nami. Sandy, ki se vpraša, kdo smo. Le nasmeh, en nasmeh, meni luč prižiga.
Glasbeni gost. Sandy, zdravo. Živijo, pozdrav lep. Si še na vrtiljaku ali si že izstopila? Ja, v bistvu sem zdaj stopila z vrtiljaka in ker sem izvrtel, sem potem stopila dol in se sprašujem, kdo smo mi zdaj, ne, z vrtiljaka dol, ko smo prišli. Potem ne vem, ali smo tisti, ki smo pri pameti ali ne. Točno to, ja. Ja, v bistvu je pesem tako, medsebojnih odnosih predvsem govori, ni tako izrazito ljubezenska. Torej o odnosu jaz s teboj, ti z menoj, ti z njim, z njo. Ja, v bistvu tak nasplošno ta naš odnos se mi zdi, da smo se kar malo zgubili, no, pa ne mislim tako negativno, ampak bolj tako kot to, da noben več nima časa za nobenega, vsi smo blazno zasedani, ne veš sploh več, kaj sploh, a te ima kdo sploh še tako, ali mu je komu mar za tebe ali ne? Doskrat se zalotam, ne, ker kakšen prijatelj res nima časa, pa ti potem misliš, da se malo zagiba in potem je prišla ideja za to, da v bistvu sem prišla do tega, v bistvu mi rabimo samo eno lepo besedo oziroma en nasmeh, en objem in smo takoj boljši in smo takoj spet tisti ta pravi. No, in tako je nastala ideja za to pesem, ne, ni bila nekako namenjena izrazito ljubezni, tako je ponavadi pri meni, že v navadi. Torej pesem za vse nas. Točno to. Ostajaš po modernih ritmih s kančkom nostalgije. Ja, nekako se mi zdi, da je to nek zdaj, da rečeva temu, ker glede na to, da je to že kar 6. singl, kar en tak pečat, ker se vsem držim neke elektronske glasbe, ampak vsem me navdihujejo 80. leta, tudi recimo nekje, pa tudi ta nek pristop, da ni čisto, ker sem včasih delala res izključno dance glasbo, samo s temi ritmi, se veš, ker so bili zelo popularni takrat, ampak da se malo spogledujem tudi tu pa tam s kakšnimi malo bolj umirjenimi ritmi, pa tudi malo več kitare v kakšni pesmi, pa tudi kakšni pesmi mogoče kakšen riff jazzovski, tako da se mi zdi, da sem se zdaj najdla v tem, da je nekako to še vedno Sandy, ampak mogoče malo, ko rečem mladi, upgradena, malo posodobljena. Si pa pesem podkrepila tudi z lirično videopodobo? Ja, v bistvu tako, prišli smo na založbi pač na idejo, da bi naredili tako to hojo, da tako se ne vidi sploh, kdo to je, zato ker kdo smo sploh, ne. S tem, da se seveda jaz na začetku in na koncu pojavim in smo se tudi malo poigrali z umetno inteligenco, ne, ker smo iz te slike moj nasmeh naredili, to sem ti zdaj dala skrivnost, če nisi opazil, ampak mladi, ki so bolj blizu jim je ta elektronika in ta računalniška igra, bojo to opazili, ampak to je bil namen tega, da se poigramo tudi s tem, ne, kdo smo sploh mi še. Skladba je tu, Sandy, za prihodnje pa najavljaš več presenečenj. Ja, v bistvu nekako se kar nagibamo k albumu, ne, se mi zdi, da se bo prej ali slej tudi to zgodilo, glede na to, da imamo zdaj že kar dobršen material, ne, nabran. In nekako plan je, da delava z Kevinom, kar delava dost, res vas se nekako ujela kot tim in tudi Clifford z nama zelo fan sodeluje. In nekako, saj veš, kamen na kamen, potem je to palača, ne. In se mi zdi, pesem na pesem je potem album, ne? Do tega pa še kakšna skladba 2-3. Absolutno, saj še 3, upam. Bo pa sedaj ta nova tudi v našem radijskem etru, zato Sandy, kdo smo? Ja, v bistvu najboljš, da prisluhnete in se probate najdete v tej pesmi. Živijo, jaz sem Sandy, vi pa poslušate Radioaktivno. Kam grem, ko vedno znova ne vem, kaj razkriva pot do resničnosti, ujeta v neskončnosti. Kam grem, rada bi izbrisala vse fantazije, rada bi razblinila vse iluzije, bodi moja moč in opora, ne izginjaj noč. Le nasmeh, en nasmeh, meni luč prižiga, en nasmeh, le nasmeh. Le objem, tvoj objem, mojo dušo dviga, tvoj objem, le objem. Kdo smo? Neznanci, ki se iščemo in vedno najdemo pot resničnosti, ujeti v neskončnosti. Kdo smo? Rada bi izbrisala vse fantazije, rada bi razblinila vse iluzije, bodi moj.
no porah ne izginjaju noč. Le nasmeh, en nasmeh, meni luč prižiga. En nasmeh, le nasmeh, le objem, tvoj objem, mojo dušo dviga. Tvoj objem, le objem. Čutim, ljubim, v srcu mojem ni nobene slabe misli, ne. Čutim, ljubim, v srcu mojem ni nobene slabe misli, ne. Le nasmeh, en nasmeh, meni luč prižiga. En nasmeh, le nasmeh, le objem, tvoj objem, mojo dušo dviga. Tvoj objem, le objem. Le nasmeh, en nasmeh, en nasmeh, le nasmeh, le objem, tvoj objem, tvoj objem, le objem. Radioaktivno. Barva je glasu, temna kot ti nisi tu. Vedno se mi zdi, da nič ne spišem. Vidim, a ne čutim te, hočem, da objameš me. Vzameš roko, me odneseš iz teme. Nosiš harmonije, rabim tvoj dotik. Čutim energije, to je ta utrip. Tvoja melodija, svetlo mi zveni. Ti pod kožo skriješ mi svoje. Ko pogledaš me, v tvojih rokah vedno se stopim in pametju se skriješ, zdaj si moj utrip. Temo mi prekriješ, ljubim tvoj dotik. V teh melodijah noro mi diši in ko si prepevam, te slišim. Po uspešnem debitantskem singlu Le laž pevka in avtorica Elodie predstavlja novo skladbo Simfonije. Pesem govori o ljubezni, ki ni vedno popolna, a v svoji kompleksnosti ustvarja najlepše melodije. V nadaljevanju. Preživimo poseben dan za zasedbo Torol. Glasbeni gost. Torol, Borut na drugi strani, zdravo. Lep pozdrav. Približno 2 leti mineva od kar so predstavila album Endless Dreams.
Je bil že čas za novi material, se ga je nabralo dovolj? Ja, redko kdaj je to striktno planirano, kdaj je čas, kdaj ne. Prepuščamo po navadi naravnemu poteku, kako se stvari odvijajo. Čas pa v tem konkretnem primeru, vsaj za mene, je definitivno bil. Namreč vmes v tem pokoronskem obdobju tudi in sem se kar dvakrat selil in imel še kar nekaj drugih osebnih obveznosti. Zato sem potem obenem tudi naredil popolnoma novi studio. Prvi zares moj, čisto iz ničle. In to je bilo tako ogromno dela in tako velik projekt, da ko je sam studio nastal, je že tako v vlogi enega velikega inštrumenta mene zelo, zelo inspiriral. Počutim se zelo dober v tem studiu in ta studio je en tak zvočni organizem, ki sam napeljuje na to, da se dela muzika in zato je bil potek izdelave novega materiala, bi rekel, skoraj neviden. Enostavno je nastalo, nobene stvari ni bilo potrebno nič posiljevati, nobena stvar, vse stvari so se same skupaj sestavile. Obenem so tudi moja člana vsak zase bila nekoliko dejavna v okviru svojih možnosti časovnih in sta tudi ona dva prispevala po en fin komad vsak. Novi album je tu, naslovljen Superposition. V kakšno zvočno smer ga peljete? Tako vprašanje za nas avtorje je vedno nekoliko zapleten po svoje, zaradi tega, ker ne razmišljamo toliko žanrsko. Seveda pa, če bi se poskušali malo poigrati z termini, bi rekel, da je to še gledano nek tak indie elektropop s primesmi synthpopa, prav tako so določene stvari lahko elektropop, kot bi rekel, kot kakšne malo temačnejše zvoki izhajajo iz dediščine kakšnega dark wave-a in pa obenem je tudi kakšna stvaritev bolj plesna, bolj za na plesišče, temu se pol, ko reče spet indie dance. To pomeni, da nas dejansko postavljate v različne glasbene položaje. To pomeni, da smo v nekem, bi lahko rekli, super položaju. Super položaj, ne vem, če danes sploh obstaja v teh časih, ampak naslov se bolj tiče superposition termina, ki izhaja iz kvantne fizike in se praviloma uporablja bolj v fiziki. Je pa zelo zanimivo, ker je zelo širok pojem, kako si ga lahko razlagamo tudi v življenju, v smislu odnosov, zeitgeista, v katerem živimo in tako. In naša razdrobljenost, ker superpozicija kot termin v osnovi pomeni, da je lahko vsaka stvar hkrati na dveh mestih in obenem nikjer. Tako. To je zelo poenostavljeno in tudi Schrödingerjev maček eksperiment je potekel v tem okviru, da je maček v škatli ni ne živ, ne mrtev in tako. Tako da naslov se mi zdi zelo primeren iz mnogih pogledov, tudi glede na čas, v katerem živimo, kako se stvari pač na globalni ravni in na mikrozavesti pač trenutno odvija. Borut, album je že izšel, kmalu pa ga boste postavili tudi na odre. Kar nekaj se bo zgodilo na domačih tleh, nekaj pa tudi v tujine. Tako je. Tujino kar zajemamo, pridejo še novi datumi. Imamo letos blokirana 2 velika festivala v Nemčiji. Eden je Wave Gothic Treffen v Leipzigu, drugi je pa največji tovrstni festival širše gledano take glasbe z nekaj 30-40 tisoč obiskovalci. Je pa Mera Luna, poteka pa tudi bolj na severu Nemčije, v Hildesheimu. Na obeh festivalih smo že parkrat špilali in to so res dogodki, to je nora izkušnja. Kar se tiče manjših klubskih in ostalih festivalskih koncertov, je pa tudi tako, da gravitacija teh velikih festivalov nažalost potegne za seboj tudi to, da pa po Gotvi piše, da v tistem tekočem letu imaš kar dosti omejitev, v kakšnem radiju in časovnem obsegu lahko sploh igraš. In tukaj smo, nažalost, določena prizorišča, kjer smo stalnica po Evropi, morali ne se odzvati trenutno, ker ne smemo. Vseeno se je nabrali kar nekaj koncertov, pri nas pa tudi tam, kdor nas je prijazno ali pa rečemo temu zainteresirano povabil, se ponavadi zelo radi odzove. Najprej pa v domači Ljubljane. Tako, Kino Šiška ima v Sloveniji, bi rekel, nasploh eno zelo posebno mesto, je
dejansko tako koncertno, kulturno prizorišče, ki ima tudi svojo gravitacijo in nam se zdi zelo pomembno prizorišče, tudi naš, vsaj moj domači kraj je to, tudi naselje v resnici. Tako da ja, Kino Šiška se vedno ful veselimo in zelo smo veseli, da imamo priložnost začeti vsakič turnejo oziroma novi cikl nove albumske izdaje prav tukaj. Z aktualne albumske izdaje bova zavrtela tudi eno skladbo, katero si izbral za konec tega pogovora. Ja, ker smo že 2 singla dali ven v tem času, to sta Just Go in pa Conversations, sem se odločil, da bi mogoče dal uvodni komad, ki pa bo v resnici tudi naslednji videospot in single. Ta dela že potekajo seveda v ozadju, pa si ga lahko danes zavrtimo vsem. Gre za komad A Day of Slay in je, bi rekel, en izmed takih bolj unikatnih in obenem pa tudi zelo energetskih komadov na nek način in je kar dober predstavnik te pestrosti tega albuma, vsaj tako mislim, pa kar se tiče dosedanjih recenzij iz tujine in pri nas različnih feedbackov, ne bi to kar držalo. Skladbo bova sedaj spustila našim poslušalcem. Borut, hvala za ta pogovor ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Najlepša hvala za vaš odziv, pa se priporočamo še za naprej. Poslušalcem pa lep pozdrav, če imate možnost in voljo, pa z veseljem vas ugledamo na prizorišču v Kino Šiška 15. marca. Ali pa potem malce kasneje v Mariboru. Ali pa tako, tudi zelo radi tudi na Tispons, ker nismo toliko velikrat pridemo, to bomo pa maja v klubu Vetrin. Živijo, mi smo Torul in poslušate oddajo Radioaktivno. In the heat of today, there's a game we can play as no chance to connect today. Then you say, in a way, this is all so insane, but I know a chance to connect is today.
Sem Alenka Godec, vi pa poslušate oddajo Radio Aktivno. Poglej me v oči, v njih ni laži, ni me strah, kaj jutri bo. A naj pada dež, ali sije sonce, s teboj mi je lepo. Prišel si v moje življenje in na glavo mi je obrnil moj svet. Brez vročih obljub, brez sladkih besed si popeljal me do zvezd. Iste želje sva si delila, drug od drugem vedela sva vse. Polepšaš mi vsak dan, ko nežno šepetaš, da me noro rad imaš. Poglej me v oči, v njih ni laži, ni me strah, kaj jutri bo. Naj pada dež, ali sije sonce, s teboj mi je lepo. Poglej me v oči, v njih ni skrbi, ni me strah, kaj jutri bo. Naj pada dež, ali sije sonce, s teboj mi je lepo. Poglej me v oči, v njih ni laži, ni me strah, kaj jutri bo. Naj pada dež, ali sije sonce, s teboj mi je lepo. Poglej me v oči, v njih ni skrbi, ni me strah, kaj jutri bo. Naj pada dež, ali sije sonce, s teboj mi je lepo. Alenka Godec po osveženi različici svoje uspešnice Poglej me v oči predstavlja še vizualno obliko. Pesem je luč sveta ogledala leta 2003, ko je z njo nastopila na Emmy in osvojila 3. mesto. Kmalu jutro. Midva predstavijo Mokro radost. Moja mokra radost, reci, kdo te je poslal. Pa si sladke misli, da nama pol ne bo žal. Glasbeni gost. Midva je nezdrava. Zdravo. Kot slišim, se vračate četrt stoletja nazaj. Ja, po mojem nismo bili v bendu čisto edini, ki smo se spraševali, kaj se je zgodilo s tistim parom iz našega najbolj popularnega komada, govorim seveda o skladbi Pojdi z mene v toplice, o katerih 25 let ni bilo slišati nič. In potem nam je letos prišlo na misel, da bi poslušalcem in tudi sebi odgovorili na to vprašanje in tako je nastala nova skladba Mokra radost. Torej se junaka ponovno srečata v toplicah?
ponovno srečata, le da sta zdaj malo starejša, malo obilnejša in da se toplicam ne reče več toplice, ampak so danes terme. To so sicer moderni izrazi, pa potem verjetno vsi wellnessi, savne in podobno. Absolutno. Če je bilo včasih zanimivo skakati iz skakalnice, se špricati, delati, če kak je lepa beseda za pizdarije. Te stvari okoli bazenov se danes, ko so ljudje starejši, grejo v savno, malo poležujejo, prvoščijo si masažo, kak tretma in podobno. No in tu smo zalotili naša dva junaka. In verjetno ta dva junaka tudi poslušata glasbo in skupino Mi2. Ja, jaz upam, da ja. To sem pa pozabil vprašati. Se mogoče tudi zvočno naslanjate na prvo skladbo, oziroma na skladbo Pojdi z menoj v toplice? Malenkost pa. Tako da tisti, ki bojo pozorno poslušali, bojo slišali v tej novi skladbi ene par elementov iz toplic. Če glih je pa recimo in melodija čisto svoja, tudi muzika je svoja, naredili smo samo en takih malih detajlov smo ponovili, zato da je vsakemu jasno, na kaj se nanaša. Se boste odpravili v toplice oziroma terme ter posneli tudi video? To bomo videli, zdaj v tej zimski sezoni ga nismo otegnili, smo si pa rekli takle, če bo pesem ratala in se bo vrtela približno tako kot ta prva, si zasluži video spot, če ne, pa pač ne. Tako da zdaj pa čisto odvisno, konec koncev tudi od vas radicev, da vidimo, koliko jo boste vrteli. Verjetno pa pred stožicami si boste sami vzeli nekaj dopusta. Bo treba, vendarle gre to za največji koncert v naši karieri, baje bo z nami 11,000 ljudi, glede na to, kak grejo karte, bo definitivno toliko, no, in bo že kmalu ta zgodba zaključena. Tako da je treba upravičiti potem, da je toliko ljudi nas prišlo bodriti z enim res izjemnim koncertom. Pravzaprav mora koncert odražati, da gre za največji dogodek naše zgodovine. Do takrat še kakšna nova skladba? Mislim, da ja. Zaradi tega, ker gremo v marcu spet v studio posnet še 3 in vsaj eno od njih bomo zbrali, da jo slišimo še do takrat. Bomo pa ta aktualno sedaj poslali tudi v naš radijski eter, zato Jernej, popeli nas v mokro radost. Hvala lepa za priložnost, da to storim. Torej, drage poslušalke, dragi poslušalci, po 25 letih nadaljevanje zgodbe iz toplic, tukaj je mokra radost. Moja mokra radost, kje si se pojavil nazaj? Da me spomni cajtov, ki jih ne bo več nazaj. 25 let po tistem tednu, ki je spisal hit mojih toplic. Ista terme, druga perspektiva, vmesen ratov fotor, mož in stric. Zdelo se mi je, da imam privide, sredi sam si stala pred menoj. Snela si frotirasto brisačo, kaj sem htel, sem stopal za teboj, stopal za teboj. Moja mokra radost, kje si se pojavila zdaj? Da me spomniš cajtov, ki jih ne bo več nazaj. Moja mokra radost, reci, kdo te je poslal. Pa si sladke misli, da nama bo ne bo žal. Rekla si, kak hitro je minilo, rekel sem, kačemo, cajt beži. Samo mi dva sva še vedno ista, misliš tista klopca še stoji. Pravila si mi o svojih potih, pasal mi je zvok tvojih besed. Nisem videl, kdaj se je znočilo, ne dežja, ki je začel pršet, je začel pršet. Moja mokra radost, kje si se pojavila zdaj? Da me spomniš cajtov, ki jih ne bo več nazaj. Moja mokra radost, reci, kdo te je poslal. Pa si sladke misli, da nama bo ne bo žal. Dolgo sva sedela na terasi, kak bi človek 25 let stlačil eno samo fajn popoldne in večer, ki mogo je minit. Zdaj je vse to le še bežna zgodba, blic spomin, ki piša bolj in bolj. Tu pa tam ga še zanese vame, kak
Zasanjanice bolj, zasanjanice bolj. Moja mokra radost, kje si se pojavila zdaj? Da me spomni cajtov, ki jih ne bo več nazaj. Moja mokra radost, reci, kdo te je poslal. Pazi sladke misli, da nama bolj ne bo žal. Moja mokra radost, kje si se pojavila zdaj? Da me spomni cajtov, ki jih ne bo več nazaj. Moja mokra radost, reci, kdo te je poslal. Pazi sladke misli, da nama bolj ne bo žal. Znova poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radioaktivno ter podcastu. 'Cause I wasn't touched by grace. Radioaktivno. I don't have the face that she does, but our hearts work just the same. And I love you more than she could, and I know that we're not the same. I'm not small like she is. I like to take up space, the space that's left between us. From fancy cars and downtown bars, I never got to wear my black dress. And she doesn't know that you talk to her while lying in my bed. And I feel so stupid that I didn't say, 'cause I knew you were just a game. But I hope she's smarter and doesn't fall for your foul play. 'Cause I wasn't loved by grace. I don't have the eyes that she has, but my heart broke just the same when I heard the news of who she was. You stupid little games, I played the part just to keep you. I lost myself without a trace. Wanted to fight just to be, because chewing me up and spitting me out wasn't enough, too small for your appetite. 'Cause I'm a big girl in a small world, and you are my kryptonite. So when you're out dancing and having fun, I'm sitting on a chair drinking my cherry rum. Oh, it wouldn't have to be like this, if only you wouldn't have taken the shot just to miss. 'Cause I wasn't loved by grace. I don't have the eyes that she has, but my heart broke just the same when I heard the news of who she was. You stupid little games, I played the part just to keep you. I lost myself without a trace. Wanted to fight just to be you. No, I won't let you, I won't let you go. No, no, I won't let you, I won't let you go. No, you stupid little games, I played the part just to keep you. I lost myself without a trace. Wanted to fight just to be you. Trine smo spoznali na letošnji Emmy, kjer se je predstavila skladbo Grace ter o njej povedala. Grace je kot ime neke punce, ki sem pač jaz napisala tako da se jaz soočam z neko ljubosumje in žalost in malo primerjava, ampak tako sporočile pesmi je pa to, da na koncu dneva si moraš biti zvest sam sebi in da si pač individualna oseba in da vsi smo si drugačni. Tako da. Po Grace še nekaj sveže glasbe. Frederick is done. Skupina Escalade in Jan Sever.
čez nekaj trenutkov. Zmelko zapojo samo zase kot prase. Samo zase kot prase, pa še vase klobase. Glasbeni gost. Zmelko, Goga zdravo. Ave, čao. Tokrat nas vabite v Svinjak. Tako nekako, oziroma svinjsko farmo. Svinjak zveni nekako, da so tam svinje deprivilegirane, medtem ko v bistvu svinjsko graščino, bi rekel človek, tam, ker so svinje glavne. Zato pravite samo zase kot prase. Ja, se lepo rima, tako da je bilo škoda ne izkoristiti takšne lepe rime, ne. Se potem gremo gnest k koritu? Ja, v bistvu, glede na to, kaj je vsebina komada, ne, ki govori o tem, kako ta praseta živijo na veliki nogi in skrbijo samo zase, bi skoraj se ne bilo potrebno gnest, ne, ampak ima vsak svoje korito polno in ne pusti nobenega zraven. Ne. Kajti pri koritu je običajno hrana in plen. Tako, ja. Pač niso običajna praseta, ki jim dajo gospodari za jesti, ampak so tista praseta, ki kradejo, kopičijo in ne dajo nobenemu nič razen zase. In kje je potem tu navadna raja? Navadna raja je tiste, ki ostaje na koncu brez jabolka za malco. Glavno, da klobase ne damo. Pa tudi to nisem ziher, če ne bojo vzeli. Tako da, mislim, te, o katerih pesem govori, prežijo za vsakim vogalom in odnesejo kar le vidijo, tako da boljše skrijeti globoko po žepih. Pomeni, da se Zmelko sedaj odzivate na egoizem. Ja, to je nekako pesem, ki je nastala kot upor srd proti razrastu egoizma in egoističnih svin, s tem, da smo to zapakirali v takšno sarkastično, da rekel, himno, tako da se lahko tisti, ki se prepoznajo kot živčne egoistične svinje, tudi si prepevajo to, ne, in hkrati na tak način izdajo, tako da jih lažje identificiramo. Pesem ste nadgradili tudi z videom, kjer pa je množica nastopajočih. Ja, v bistvu smo hoteli narediti en remake Lennonovega Give Peace a Chance, ne, s tem, da smo zamenjali tematiko in ni pač v ospredju boj za pravico, svobodo, ljubezen, ampak zato, da lahko egoistične svinje kopičijo še naprej, ne da bi jih drugi grdo gledali. Boste ta korita in te svinje tudi predstavljali na turneji, ki se prične Ne nas jebat? Ja, seveda, to imamo Revolucija 3.0 Ne nas jebat, z MEF-om gremo okoli malo po Sloveniji in bomo poskušali najti ten format revolucije, ki bo rešil svet, ki je že čisto zabredel in skoraj zagotovo bo tudi ta himna tam vmes s primernim, bom rekel, kontekstom in uvodom tega, kdo in kaj in zakaj je vključen v komad. Ja. Kako bodo potekali ti koncerti z MEF-om? Vsak na svoji strani odra ali kako? Ne, v bistvu smo že imeli pred nekaj leti eno podobno zadevo, Revolucija 2.0. V resnici smo gor na odru vsi ves čas, s tem, da je bilo vsaj prvič precej kaotično in smo igrali mi malo njihov komad, oni malo naših. Medtem ko so oni igrali, smo mi jih spremljali, medtem ko smo mi igrali, nas oni malo spremljali, pa vmes se malo klobasamo in se zabavamo. Tako da je lušna tašna v bistvu ena malo kabare rock and roll scena. Potem pa verjetno tudi k novemu albumu ali še ne? Ja, mislim, da imamo 2/3 albuma posnetega, še 1/3 nas čaka zdaj konc maja. Potem je odvisno seveda, koliko bo se podvizal naš producent, ki zna včasih to vleči tudi pol leta z lahkoto, ampak načeloma smo na poti. Bova pa za konec tega pogovora spustila v eter še ta aktualno skladbo, zato Goga, gremo korito vsi ali samo nekateri? Ja, tisti, ki imajo kaj tam jest, prazni koritoviti brez veze, ne? Čau, Goga tukaj z Zmelko, radioaktivno! Samo zase kot prase, pašem tortico vase. Še zdaj vem, da mi bo slabo, ampak je ne bom delil. Samo zase kot prase, pašem vase klobase. Še zdaj vem, da mi bo slabo, ampak jih ne bom delil. Zajemal sem prijatelje, da bi dobil, kar imam. Tudi ko prodaj sem dušo hudiču, da bi čisto vse.
Mene briga, če bom počul in omeniko lahko te umira. Jaz sem našel te klobase in jaz jih imam. Samo zase kot prase, pa še vase klobase. Že zdaj vem, da mi bo slabo, ampak jih ne bom delil. Samo zase kot prase, pa še tortico vase. Že zdaj vem, da mi bo slabo, ampak je ne bom delil. Samo zase kot prase, pa še vase klobase. Že zdaj vem, da mi bo slabo, ampak jih ne bom delil. Zajemal sem prijatelje, da bi dobil, kar imam. Tudi ko prodesem dušo hudiču, da bi čisto sam. Mene briga, če bom počul in veliko tako te umira. Jaz sem našel te klobase in jaz jih imam. Is dead, did you see? They couldn't find his head. Do you care? Do you care that Frederick is dead? Did you hear? On the news it was said, did you see? The papers were gushing red. Do you care? Do you care that Frederick is dead? Frederick is dead. The world is shocked and afraid. Who's gonna be next? He's dead. Just look at all the people as they dance on through the streets. Believe what you hear all around us, sister. Believe what you see. There's no good people left. Believe that you care. That Frederick's really dead. Yes, Freddy's so goddamn dead. And no one seems to see, and no one seems to care that he's dead. Lying in his grave, who put him there?
Z letošnje Eme Frederick's Dead zasedbe Raje, ki v skladbi pravijo. Je ena zelo redkih, ki nam jo je ratal spraviti pod 3 minute. Smo ponosni na njo. Bila je napisana tudi relativno hitro. Glede na to, zelo smo v bistvu presenečeni, koliko je bil pozitiven reception te skladbe nasploh. Sploh zato, ker je malo bolj taka divja, šaljiva in tako naprej. To, da smo nadvse presenečeni in pozitivno seveda. Ne preslišite še. Roka iz skupine Escalate. Zdravo. Zdravo, tukaj Rok iz skupine Escalate. Zakaj smo se odločili za San Marino, da se udeležimo predizborov za Eurovizijo v San Marino? V bistvu en od razlogov je ta, da smo dalj časa se lahko odločali, ali se sploh pripravili na to, oziroma sploh udeležili tega, prijavili ali ne, ker pač pri njih so bile prijave odprte, mislim, da do konca leta, se pravi do zadnjega decembra, medtem, ko si mogel za Emo imeti že, ne vem, maja. Mi smo bili pa glih takrat aprila, maja pa v studiu na snemanju bodočega albuma. Tako da že iz tega vidika nam časovno ne bi šlo čez. Ta glavni razlog, da smo sploh začeli razmišljati o tem, je pa seveda naša dizajnerka Leja Behek, ki nas je pritiskala name, oziroma na nas vse, da se moramo prijaviti, ker hoče iti z nami na Eurovizijo. Tako da mi smo se prijavili, na Eurovizijo ne gremo, je bila pa ena izkušnja, no, tako, dajmo temu reči. 2 izleta v San Marino, pa malo smo videli, kaj se dogaja, kako ta scena sploh deluje pri njih, kako zgleda. Smo kaj dobrega pojeli vmes, malo se pohecali, malo podebatirali, pa je bilo, no. Pa smo prijetno s koristnim, recimo temu, naredili. Ok, nekaj besed o novi skladbi. Ja, v bistvu ta komad Voices Out of Silence je bil prav namensko napisan in posnet za San Marino. Je pa tako, strukturno in tematsko je bil prav planiran, dajmo temu tako reči. Ni bilo gremo malo po feelingu, pa flow, pa ne vem kaj bo naredilo. Ne, prav odločili smo se že prej, ok, tema bo ta, za katero lahko vsi stojimo, se pravi, ta komad je tak anti-war, proti vojni, potem kaj vse mora komad vsebovati itd. Tako da ta komad smo res strukturno gradili in moram reči, da ne vem, ful je hit ratov, ful enostavno smo ga napisali pa na koncu. In konec koncev tudi meni osebno en boljših izdelkov, ki smo jih kot band ven dali. Tako da nov album je v bistvu že posnet, je že zmasteriziran, je pripravljen na izdajo, tako da v bistvu samo čakamo termine od naše založbe, da povejo, kdaj bo kakšen šel ven. Tako da to je to. Gremo pa začetek aprila na krajšo turnejco z Battleborn, to je band iz Anglije in gremo z njimi na 5-dnevno turnejo po Nemčiji, pa Belgiji, pa tako. Bo po moje zanimivo in je tako nek korak naprej proti tistem, kar si želimo. Se pravi, bolj v tujini špilati, večje špile delati in vse skupaj. Tako da, evo, plata bo, turneja bo, mi delamo dalje, pa vas sproti obveščamo vsem skupaj. Evo, Boštjan, ful ti hvala za interes, tako kot vedno, it was a pleasure, pa se vidimo, slišimo ob naslednji priložnosti. Čau! In the echoes, in the screams, who will count the broken dreams? The sky is fractured, it's split like veins. When ash and dust fall, nothing remains. The streets hum of the fallen, while the silence is louder than the sirens calling. The walls are cracked, foundations weak. The ground we stand on has started to speak. It whispered truth they never will repeat. This is a language that will never speak. We're the voices out of silence, caught in a
louder than a siren's calling. Nowhere to go, nowhere to hide it. That's where the war and the truth is hiding. When you inside, then you know how it is. When the thing that you want is something that will be. Who will count the broken dreams? We're the voices out of silence. Caught in the waves of violence. No battles raised, no song of glory. Just us erasing an endless story. No battles raised, no song of glory. Just us erasing an endless story. We're the voices out of silence. Radioaktivno. Daj se malo sprosti, gostje niso dolgo tu. Vsi te gledajo in ti slab pozor si, zdaj na tebi je luč. Tvoj nasmeh je vse, z njim prišla boš daleč in še dlje. Bolj pomagal bo kot te bridke solze. Glej le naprej, saj je lažje, kar ne veš. Zapri oči, pozabi na druge ljudi. Prihaja letošnja predstava. Smej se, kot da sanjaš, ko občinstvo odhaja. Komu je mar, če ne bo uspelo, reci, da ni bilo nikoli resno. Si raje lačna, kot da grenek je okus. Ni aplavza in kje je zdaj tvoj kruh. Svet tako je lep, ko si bogat in slep. Prihaja letošnja predstava. Tvoj nasmeh ostaja, ko občinstvo odhaja. ko si bogat in slep. In ki skladbo sporoča? Sporočam, da si jaz želim ostati avtentična. In mogoče tudi kdo, ki posluša, da pomisli na to, ampak a je meni cool, kako se jaz za sebe obnašam, ne? In pol lahko malo premisli. Ali pa tudi samo uživa v šovu, kakor hoče. Nekaj instrumentalne glasbe se nas Jan Sever ob klavirju popelje v divino. Glasbeni gost. Jan Sever, zdravo. Živijo, pozdravljene. Si pianist na poti k avtorskemu albumu? Tako je. Kako to, da si ga naslovil Nordika? Ja, v bistvu
bistvu sem se malo poigral pač z lastnim priimkom, pa tudi pravzaprav z nekim ozračjem, ki mi je nekako blizu. V bistvu ta neka skandinavska poteza me zelo inspirira v glasbenem smislu. Tako da v bistvu sem se potem igral s temi idejami in nekako najdel to skovanko. Ne bo pa verjetno album nordijsko oziroma severnjaško hladen. Malo tudi, bo pa tudi veliko temperamenta, tudi balkanskih v bistvu primesi, tako da v bistvu, tako kot kakršen sem sam in kakor me tudi v življenju privlačijo, bi rekel, neki kontrasti in ekstremi, tako da bo je tudi moja glasba taka, se mi zdi. Torej bo to sprehod med različnimi glasbenimi žanre? Jaz sam ne bi tega tako imenoval, ne. Mogoče bo kdo lahko dobil tako vtis, ne, ampak se mi zdi, da v bistvu gre za neko novo glasbo, ki seveda, ne, se napaja iz različnih glasbenih žanrov, ampak pravzaprav hoče imeti neko homogeno svojo svojstvenost, ne da bi zdaj direktno rekel, da igraš 2 skladbe jazzovske, 2 skladbe klasične, 3 skladbe etno, se pa seveda vse te primesi noter zaznava. Into the Wild je prva, s katero najavljaš album, kot pa sem videl video, dejansko ga uporabljaš klavir namreč kot tolkalo in brenkalo. Ja, res je. To je tudi v bistvu nekaj, s čemer se rad ukvarjam, kar me inspirira, ker seveda klavir poleg svojih osnovnih, torej klaviature, ne, in osnovnega nekega pianističnega igranja, ki je seveda samo po sebi zelo bogato ponuja, seveda zraven še številne druge zvočne možnosti, ravno teh, ki so jih omenil, perkusivne, brankalne in tako dalje. Je to nekaj zelo zanimivega. Kar pomeni, da je zvok tak, kot da bi slišali več različnih inštrumentov. Ja, si prizadevam. Nas v skladbi pelješ v divino? Meni se zdi, ja. To pa je nenazadnje videti tudi v videu, ki spremlja pesem. Ja, sicer zdaj lokacije so tako relativno divje, ne. Nismo šli glih v amazonski pragost, smo šli samo do Rakovega Škocjana, ampak že ta lokacija se mi zdi zelo impozantna. Jaz sem videl, da bi zelo impresioniran in sem potem je tudi prišla ta ideja, da se tam to posname in pol je nekako neko to vzhajanje iz tiste luknje potem na svetlost in tako dalje. Nenazadnje pa tudi Cerkniško jezero, neke vrste divina. Vse del leta. Je, Cerkniško jezero je seveda eno zelo posebno jezero in zelo poseben biser slovenski. Gor je tudi Rakitna, pa Jasna, čeprav mogoče se ne prepozna na prvo žogo, ampak so v bistvu 4 lokacije. Kajti tam se tudi zbirajo čarovnice. Tako pravijo. Res je. Mogoče to vpleteš v katero izmed prihodnjih skladb. Ja, zna biti, mogoče. Bo pa ta prva sedaj tudi v našem radijskem etru, zato Jan, popelji nas v divjino. Najlepša hvala, upam, da res.
Več informacij na YouTube, Facebook in Instagram kanalih oddaje Radioaktivno ter podcastu. Bočanke sem pripravil slišano, vas vabim, da se mi pridružite tudi prihodnji teden. Za konec še Anastazija in Soulmate v skladbi WTF. You know what?
pa.